Pa gremo kar naprej in torej prosim za naslednjo muziko našega tehnika. Namreč zdaj bomo že spet govorili o bodočnosti, ampak nekako drugače, v smislu, da naslov naše naslednje debate je 2040 slovenščina, okolje in družba. In povabili smo sodelovanju naslednje ugledne goste. Najprej gospoda, ki je trenutno zaposlen v tiskovnem uradu dežele Furlanije Julijske krajine. Več let je pisal o aktualnem političnem, kulturnem, športnem in družbenem dogajanju za Primorske novice in Primorski dnevnik. Zaposlen je bil tudi pri slovenskem oziroma v slovenskem uredništvu Raj v Trstu kot radijski in televizijski novinar. Še vedno je novinar, torej aplavz za Petra Verča. Peter Verč je danes z nami. Zdravo, Peter, prosim, sem kar sem, v redu. No, med nami je tudi jezikoslovka. Področja njenega raziskovalnega dela so pravzaprav filozofija jezika, semiotika, zgodovina in epistemologija jezikoslovnih ved, teorija simbolov, je prevajalka, je bila tudi znanstvena direktorica Slovenskega izobraževalnega konzorcija, tudi moja bivša sošolka, kar tudi je pomembno in zame važno, Matejka Grgić. Prosim, Matejka, mogoče na to stran, v redu, pustimo fanta samega na tej strani, dobro. In z nami je tudi predsednica Sveta za trajnostni razvoj in varstvo okolja na Ministrstvu za okolje in prostor Republike Slovenije in sodelavka Fakultete za znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici. Z nami je torej dr. Suzana Žižek, biologinja sicer in še marsikaj, to bo sama povedala. Živijo. Ko smo že pri univerzi oziroma pri sodelovanju med Združenjem slovenskih športnih društev v Italiji in Univerzo iz Nove Gorice, vam bi rad tudi dal še to novico, informacijo, da je danes z nami tudi gospa Veronika Piccinini, ki vsem, ki iščejo svojo pot v svetu univerzitetne izobrazbe, nudi informacije o možnosti, ki jih ponuja Novogoriška univerza, ki je predvsem do športnikov zelo prijazna, ker priznava status študenta športnika, tako da izven, zunaj, oziroma na samem vhodu, blizu te dvorane, kjer ste danes prišli, dobite še letake in mogoče vse informacije, če vas zanima. Torej, ta študentska pot, tu imamo tudi gospo Veroniko, torej, ki zdaj maha na vaši desni, tako da jo prepoznate in če želite, se lahko obrnete do nje. Skratka, za več informacij. Torej, slovenščina, okolje in družba. Wow, no, tudi to se mi zdi res zanimiva tema. Jaz bi dal mikrofon najprej novinarju Petru Verču, ker bi začeli pri družbi. In sicer, že prej smo slišali besedo spremembe. Spremembe na področju podjetništva in nedvomno velja, da obstajajo spremembe tudi v sami naši družbi. To vidimo že več let in vsak dan. Torej, priseljenci, izseljenci, migranti, mladi, ki iščejo službo v tujini, drugi, ki iščejo srečo v naših krajih. Kako je s tem na tem koncu sveta? Imaš ti mogoče kakšen podatek oziroma kakšno misel na račun tega, kako se pač družba, v kateri živimo, spreminja pred našimi očmi v teh letih? Govorimo o Slovencih v Italiji ali na splošno? Začnemo pri Slovencih v Italiji, torej ja, v tem našem območju, kjer Slovenci v Italiji živimo. Torej Furlanija, Julijska krajina, Italija, ampak mogoče potem lahko razširimo tudi razgovor in misel na samo Slovenijo, ker ne vemo, da pač sami ti migranti, ki se premikajo po Evropi, iz juga pridejo v samo Slovenijo ali tudi v Italijo. Torej, nekako ta tema združuje obe državi in politike obeh držav. Torej, kar bom povedal, je splošno znano in sicer to, kar ugotavljajo zadnje raziskave Slorja, se pravi Slovenskega raziskovalnega inštituta in tudi Združenje slovenskih športnih društev v Italiji pri tem dodalo nekaj zanimivih ugotovitev. In sicer to, da se narodnostni sestav, če ne uporabim morda ta izraz, ki je že malce staromoden, spreminja na naših šolah. Nekoč je veljalo, da je večina dijakov oziroma učencev takih, ki imajo tako očeta kot mamo Slovenko. Danes so ta razmerja postavljena na glavo. Vedno več je otrok iz mešanih zakonov in tudi takih, ki imajo oba starša Italijana ali pa celo tudi kakšnih drugih narodnosti.
Ti premiki so vse bolj izraziti v zadnjih letih, zlasti v zadnjih 20 letih in zdaj samo spremljamo, kako se ta stvar razvija in menda to prežemanje se je sedaj razširilo tudi na druge vidike te skupnosti Slovencev v Italiji. Moram priznati, da nisem prebral v podrobnosti, ampak mislim, da je tudi zadnja raziskava o slovenskem športu ugotovila, da so se slovenska športna društva precej recimo odprla temu neslovenskemu svetu. Kar se tiče tega pojava, ki je v lanskem letu že postal skoraj da dramatičen, in sicer ta begunski val, bi rekel, da tukaj ni neke novosti, namreč še zlasti Trst je bil na začetku 90-ih let zelo izpostavljen nekemu takemu migracijskemu valu, to pa so bili seveda pribežniki iz območja nekdanje Jugoslavije, ki so sem zbežali iz vojne. Lahko pa ugotovim, da skupnost Slovencev v Italiji tega pritoka novih ljudi ni znala izkoristiti, v smislu, da recimo predvsem srbsko skupnost omenja v Trstu, da je nekako ta srbska skupnost obšla nas Slovence. Zakaj se je to zgodilo? Je dobro to, je to slabo? Pa zdaj ne bi tukaj odpiral nove teme, ker potem bi pač predolgo govoril. No, v redu, bomo razširili potem to temo, ampak se mi zdi, da je zanimivo izhodišče, da iz same družbe gremo na jezik, ker si že sam govoril torej o spremembah družbe kot take pri Slovencih v Italiji, torej mešani zakoni in tako dalje. In torej žoga oziroma mikrofon gre že k jezikoslovki za fotografijo, recimo stanja uporabe slovenskega jezika pri nas. In torej glavno vprašanje je že naslednje. Govorimo torej o naslednjih 20-30 letih, ampak skratka, če naši mladi iščejo vedno več srečo v drugih državah, če v samo našo državo in naše okolje je vedno več tujih obrazov, če še naša sama zamejska družba je sestavljena oziroma jo sestavljeno vedno več družine, ki so iz mešane narodnosti, kaj potem z jezikom? Bomo čez 20 let oziroma 30 let še govorili slovenski jezik na tem koncu? Se je treba bati ali ne? Bat ne, v vsakem primeru ne, ker spremembe so del našega življenja in jih pač moramo sprejemati. Tudi z njimi se moramo ukvarjati, seveda jih mogoče peljati v tisto smer, ki si jo želimo, ampak strah pa ni prava beseda. Predvsem takrat, ko govorimo o mladim ljudem, se mi zdi, da strah ni na mestu. Čeprav strokovna javnost velikokrat dela paniko iz teh stvari. To je malo tako kot z virusi. Veste, najprej je kravja gripa, pol je piščančja gripa, pol je svinska gripa, zdaj je zika virus in tako naprej. Tako se malo dogaja tudi v jezikoslovju. In tudi jezikoslovci včasih naredimo malo panike. Slovenščina izumira, Slovencev ne bo več in podobne zadeve. Definitivno pa je res, da se jeziki spreminjajo, tako kot vse ostalo v življenju. Jezik, ki ga govorimo danes, slovenski, italijanski, nemški, angleški, nima veze, je drugačen kot jezik, ki smo ga govorili pred 50 leti in jezik, ki smo ga govorili pred 500 leti. In zato je čisto normalno, da bodo jeziki, ki jih bomo govorili čez 10, 20, 30 let, različni od tistih, kot jih govorimo danes. Vprašanje pa je malce drugačno. In sicer, ali se bomo znali, prej smo slišali, kaj so nam rekli podjetniki, in to je dobro, da smo najprej imeli podjetnike, ker v tisto smer nekako gre družba. Oni predvidevajo, kaj bo čez 20 let. In so nam rekli, meje ni več, ampak mi se še vedno živimo, še vedno se obnašamo tako, kot če bi meja bila. In zdaj, če meje ni več, in če podjetniki to zaznavajo, da tega ni več, pomeni, da je naše tržišče malce širše. In da moramo biti v stanju recimo iskati zaposlitev ne samo v Trstu, v Gorici, ampak tudi v Novi Gorici, Sežani, Ljubljani, Prekmurju, Sydneyju in ne vem še kje. Zdaj, kako se bomo pogovarjali v Sydneyju, je zelo jasno vsem. Ni pa mogoče zelo jasno, kako se bomo lahko uspešno pogovarjali recimo z nekim kupcem v Ljubljani ali v Lendavi. Če bomo govorili pol italijansko in pol slovensko, enostavno ta kupec naših proizvodov ne bo kupil. In potem bo podjetje, recimo če govorimo o podjetju, propadlo. Pa ne govorimo samo zdaj o neki
kupoprodaji v tem denarnem smislu, ne? Pa govorimo tudi o nekih stikih, o nekih, ne vem, kako, mogoče kulturnih stikih, neka gledališka predstava bo mogoče kje gostovala, ali bomo imeli radijsko postajo, ne, smo prej slišali, imamo medije recimo, ne. Za potrebe uspešne komunikacije pač moramo govoriti tako, da je naša komunikacija sprejemljiva za stran, ki nas posluša. In če tega ni, zadeve zaškripajo. Tako da to je zdaj ključno vprašanje, ki se ga moramo postaviti. Ali bomo čez 20-30 let še vedno uspešni pri tem in bomo znali posredovati neke vsebine v jeziku, ki bo za nekoga iz Nove Gorice, Ljubljane, Maribora, Celja sprejemljiv ali ne? O jeziku takoj čez kakšno minuto, ker seveda je za nas Slovence v Italiji zelo pomembna tema. Za jezik se pač borimo vsak dan, ne? Nekako v Sloveniji je to dano od rojstva, ne? Tudi nam sicer, ne? Ampak vseeno se je treba za jezik boriti skoraj vsak dan. Ampak o tem drugače, besedo zdaj takoj Suzani Žižek, ki je, kot sem že prej povedal na hitro, ne? Ko ste že prišla k meni, vi ste tudi, se ukvarjate z biologijo, ne? In če se ne motim, tudi s kmetijstvom oziroma ne, kako biologija in kmetijstvo lahko združita moči. Skratka, moje vprašanje je o okolju, spremembe okolja. Kako se spreminja tudi okolje pri nas v teh krajih? Slovenija je res ena najbolj zelenih držav v Evropi, nedvomno. Če se ne motim, 60% Slovenije je pokrite z zelenimi površinami in Slovenija je zelo bogata z vodami. No, je mogoče to tisto bogatstvo Slovenije za naslednjih 20 ali 30 letih ali pa tudi v teh krajih, v Sloveniji predvsem. In zakaj ne tudi na tem koncu meje, ki ne obstaja več, obstaja nevarnost, da to okolje trpi take poškodbe, ki potem negativno vplivajo tudi na življenje tistih, ki živimo v teh krajih. Vprašanje za milijon dolarjev. V redu, pa začnimo s tem močnim vprašanjem. Vsekakor se ne moremo omejiti od tega, da smo del okolja. Ljudje marsikdaj družbo dojemamo kot našo in okolje kot nekaj drugega, večinoma kot nekaj, kar nam služi. Ker je tu zaradi nas, zato da in mi uporabljamo. Jaz vedno upam in poskušam to tudi našim študentom dati dalje, da bomo dojeli, da smo mi samo del tega okolja in da moramo z njim živeti in ga ohranjati. Kar se tiče lokalnih in regionalnih problemov, tle bi rekla, da je kmetijstvo vsekakor tisto, ki delno ogroža predvsem vodne vire. Se pa ljudje vedno bolj zavedajo dragocenosti čiste vode, čistega okolja in njegovega ohranjanja in zato mislim, da sploh za prihodnjimi generacijami, ki so bolj pozorne na to, kot smo bili mi ali pa naši ljudje pred nami, bi rekla, da smo na dobri poti. Tudi zato, ker sodelujemo čezmejno. Meja mogoče res ne obstaja, ampak obstaja. Ne? Imamo sodelovanja tudi regionalno v tem območju, tudi projekte, ki delujejo na obeh straneh meja in zelo dobra sodelovanja z organizacijami tle, tako da mislim, da vse, kar lahko damo, bomo dali za to, da bo okolje boljše in da mladim generacijam povemo, kako ga ohranjati. Se vam ne zdi, da so te tri tematike, te tri teme močno povezane, torej družba, jezik in okolje, skratka zdrava družba je zdrava, če ve pravzaprav, kaj je in kam gre, je zdrava družba, ki ve, v katerem jeziku se med sabo pogovarja in zdrava družba je seveda tista, ki živi v zdravem okolju. Torej nekako brez zdravega okolja ni zdrave družbe, brez zdravega, med navednicami, jezika niti ni zdrave družbe. To drži, torej se vam zdi fajn, da smo nekako postavili skupaj te tri teme oziroma da jih predstavimo skupaj. Jaz mislim, da se je treba čim manj omejevati. Jaz sem Prekmurka, pol Dalmatinka, študirala sem v Angliji, 15 let sem živela v leglu morskih psov v Ljubljani, zdaj sem prišla sem. Mislim, da je to del tega, da ne razmišljamo samo v eno smer, da tudi ne razmišljamo samo vsako o svoji stroki ali pa o svojem področju, ampak da čim bolj razširimo stvari in razširimo poglede, tako da vsekakor, ja. Mikrofon predamo spet Petru, torej prej smo govorili nekako o sedanjem stanju ali pa o obliki, če hočeš, današnje družbe, kaj pa čez 20 let, torej
kam grejo, kakšno razmišljanje nam ponujajo te informacije in ti trendi. Torej, bomo tudi v Trstu in v Gorici torej, v naslednjih 20 letih imeli multietnično družbo, kjer ne bodo samo po cestah jeziki, kot je slovenščina, srbščina, hrvaščina in mogoče ne vem, albanščina, ampak tudi veliko več drugih jezikov sveta, iz afriških predelov, iz azijskih predelov in tako dalje. To se že dogaja verjetno. Najprej kratka premisa. Napovedovanje bodočnosti je lahko zelo zabavna, zahtevna vaja, ampak se treba nečesa zavedati, da je sprejemljivk kar nekaj. Novembra lahko Donald Trump zmaga na ameriških volitvah, priseljenski val se odloči, da bo imel tako, da napade Mehiko, iz tega potem lahko nastane kakšen svetovni spopad. Se bomo spet delili na dva tabora in nihče ne bo razmišljal o vprašanjih, ki si jih tukaj postavljamo. To res. Recimo, da bi leta 1975 imeli kakšno tako podobno okroglo mizo v Beneči, bi vzeli upoštev zelo zanimive sociološke študije in tako naprej, ampak nihče seveda ni mogel pričakovati, da bo leta 1976 potres. Tako da karkoli bomo danes povedali, je lahko zabavno, mislim tudi za nas intelektualni izziv, če temu lahko tako rečemo, ampak dajmo se zavedati, da je sprejemljivk kar nekaj in tudi zaradi teh sprejemljivk je svet zanimiv in zabaven. Ja, lepo si povedal, točno, ja. Upamo sicer, da Donald Trump ne bo zmagal, ampak to je zdaj druga stvar. Saj tokrat ne glasujemo mi, ne, misliš, nič ne moramo od tem. Zdaj, kakšna bo naša družba? Ja, trend, kot sem prepovedal, je ta, da slovenska skupnost v Italiji ni več nek svet zase, nek zakoličen prostor, ampak tega prežemanja je vedno več, svet se odpira, ampak pogledajte, ne samo šole, tukaj ni samo pojav recimo Italijanov, ki prihajajo na naše šole, pogledajte Slovensko stalno gledališče, nekih uradnih statistik nimam, ampak kot kaže med abonenti ne prevladujejo Slovenci v Italiji, ne prevladujejo tako imenovani zamejci, ampak kaže, da je največ abonentov iz Slovenije, kar je zanimiv pojav. To ni uraden podatek, to sem jaz slišal, to je bilo treba preveriti, ampak zgleda, da se je povečalo zanimanje na druge strani meje, kar morda še pred nekaj leti nihče ne bi pričakoval. In tako se dogaja res stalno nekih cel kup nepričakovanih reči, tako da je zelo težko reči. Po mojem mnenju pa je ta proces razgradnje neke trdne zavesti neustavljiv, namreč zdi se mi, da je naravni tok življenja in družbe ta, da gremo v neko tako mešano družbo, pa ne pravim zdaj, če je to dobro ali slabo, to ne vsak sam pri sebi razčisti. Ne vidim, kako bi lahko ta proces zaustavili. Boris Pahor seveda želi, da bi stalno poudarili narodno zavest in tako naprej, ampak mislim, da v tem novem tisočletju ni več prostora za to. To je narodna zavest postaja, ne bom rekel neka starinska, ampak skoraj da neka že neobstoječa kategorija, nekaj, kar se sliši kot pravljica. Kaj bi lahko zaustavilo ta proces? Ne vem, kakšno senzacionalno odkritje znanstvenikov, da škodi zdravju, če poznaš dva jezika ali če živiš v dveh kulturah. Nekaj takega, ampak kar se mi zdi zelo malo možno. Tako da po mojem gremo v to, da bomo v nekem narodnostnem smislu neki hibridi, ki bodo govorili več jezikov, eni slabo, en jezik morda slabo, en jezik morda malo boljši, ampak naprej, to je mislim stvar posameznikov. To se meni zdi, da je bodočno. Zdaj ne bi spet nadaljeval, ker bi šel spet predolgo. Če hočeš, ker lahko. Tvoje stališče je zanimivo. Se ti, Matejka, strinjaš s Petrom in pravzaprav poleg tega vprašanja bi še te vprašal tole, kako mi zamejci oziroma Slovenci tu v Italiji sploh pojmujemo pojem jezika. Je za nas jezik problem, težava ali pa recimo je nekaj čisto normalnega, je ravno tako kot voda, ki jo pijemo ali kri, ki nam se pretaka v našem telesu, ali jo mogoče pojmujemo kot nekaj drugega. No, najprej, če se strinjaš, oziroma če ga, ker je jezik, najprej, če se strinjaš z Verčem.
s tem, kar je on povedal. Ja, delno se gotovo strinjam. Ne? Mislim, da prav ti pojmi, ki se nekako, ki šibijo, ne, znajo biti problematični. In eden od teh pojmov je narodna zavest. Ne? Vsi se zavedamo, da je to pojem, ki v sodobnem svetu prav gotovo šibi in zato se ga nekateri krčevito držijo, ne? Kar lahko postane v določenih situacijah potem tudi konfliktualno in problematično. Jasno. Isto velja z jezikom, ne? Ker to je pač dostikrat povezano in v našem primeru zagotovo. Ne? Prej si ti rekel, da se moramo oziroma da se tle pri nas za jezik borimo, ne? In to je že pokazatelj, da je nekaj hudo narobe. Ker je jezik del življenja za vsakega človeka. Ne? Prej smo slišali povezavo z okoljem, ne? Tako kot so v okolju neki naravni procesi, ki se pač dogajajo, ne vem, voda izhlapeva, si predstavljam, ne? Po neki naravni poti se nič ne bori, da bi izhlapevala, ne? Tako je tudi jezik del našega življenja, oziroma so jeziki del našega življenja. Velika večina svetovnega prebivalstva, tam 70-75% ljudi, nas je vsaj dvojezičnih. Ne? To pomeni, da je dvojezičnost absolutno normalno stanje za ljudi. Komunikacija je normalno stanje. Ljudje ne moremo živeti, če se ne sporazumevamo med sabo. Zato so jeziki nekaj, kar naj bi bilo dovolj samoumevnega oziroma nekaj, za kar se naj ne bi bilo treba človeku boriti. Dokler se moramo ljudje za nekaj boriti, pomeni, da je s tem nekaj narobe in da moramo situacijo spremeniti. In to je del tudi tega našega dvoreznega odnosa do jezika. Mi bi zelo radi, da bi bila slovenščina tako kot kri, ne, ki nam teče po žilah in rodili smo se v slovenščini in zdaj je ta slovenščina dana in konec. Isto velja za italijanščino in najrajši bi videli, če bi še angleščina tako nam prišla v našo kri, ne, s teranom oziroma ne vem, s kakim angleškim šerijem ali kaj takega. Ne gre tako. Ne. Mi se lahko v nekem jezikovnem okolju rodimo, ampak kot smo slišali, prihaja do velikih družbenih sprememb, lahko se odselimo, drugi ljudje prihajajo k nam, jeziki se mešajo, jeziki se spreminjajo. Ni rečeno, da je tisti jezik, v katerem smo se rodili, potem tudi tisti jezik, ki ga najlažje, najlepše, najbolj uspešno uporabljamo, ko odrastemo. Kajti lahko se zgodi, da recimo se nekdo rodi, na primer slovenščino, potem obiskuje slovenske šole, potem mogoče že na višjo gre na italijansko, na univerzo pa sploh, zaposli se v nekem italijanskem okolju, ima prijatelje, s katerimi se pogovarja v italijanščini, mogoče s kolegi se pogovarja v angleščini celo. Vprašanje je, ne, če potem pri 40-50 letih bo še njegova slovenščina, njegova materinščina. Ne. Se pravi, jezik ne zahteva borbe in boja, ampak prav gotovo pa zahteva, vi ste športniki in to veste, trening in telovadbo. Ne. Brez treninga športa ni, ne. Tako tudi jezika. Jaz bi še nadaljeval z enim vprašanjem in torej, kaj naj ustanove, organizacije in recimo nasplošno tisti, ki nekako skrbijo za organiziranost našega zamejskega prostora, kaj naj naredijo mogoče, če je treba kaj narediti, ne, seveda, da bi ta naša slovenščina torej stopila na višjo stopničko. Ali se ni treba skrbeti, torej naj bo, kar bo, če sem dobro razumel. Koliko časa imamo? Ja. Za odgovor? Par minut. Okay. Ne, tako je. Jezikovna politika je stvar vsake družbe. Torej vsaka družba, tako kot mora skrbeti za okolje, ne pač neki naravni procesi so naravni, ampak potem pač mora tudi družba poskrbeti za to, da ne vem, zaščiti vodne vire in druge stvari. Ne. Tako je tudi z jezikom. Pač vsaka družba mora poskrbeti za to, da neke jezikovne veščine, da so dani pogoji, no, tako bom rekla, da ljudje trenirajo. Ne? Zdaj družba mora poskrbeti za to, da naredi recimo športna igrišča, da zgradi telovadnice, da vam omogoči, ne, da trenirate svoj šport in tako je tudi z jezikom. Ne? Družba za to mora poskrbeti, da so dani neki pogoji. Hkrati pa mora tudi poskrbeti, da se ni treba boriti z jezikom, ne? Ampak da je treba uživati v jeziku. Prav gotovo osnovna stvar je, ne, sej veste, ne, tisti, ki se hočete naučiti angleščine, greste v Anglijo. Lahko se tudi tle učite, lahko obiskujete kak dober tečaj, lahko imate inštrukcije popoldne, lahko imate odlične profesorje v šoli, ja, vse to se da narediti, ne. Ampak tisti, ki se zares želite naučiti angleščine, greste v Anglijo. In tako je tudi slovenščino in ni prav nič drugače, ne. Z razliko, da za Anglijo rabite vsaj 30 €, če hočete iti z Ryanairom z Ronk, ne. Za v Slovenijo pa rabite samo kolo, kar se
z Gorice, z Krasa, kamorkoli zapeljete s kolesom. Ne. In tako se pač jezika učimo, da gremo v neko okolje, ki nas ne razume, če govorimo po domače, ampak ki od nas kakorkoli zahteva, da govorimo tudi, torej ne da pozabimo na svoje narečje, ampak da uporabljamo tudi druge zvrsti jezika, da se sporazumevamo v različnih situacijah, da znamo frizerki povedati, kakšno pričesko hočemo imeti, da znamo mehaniku povedati, kaj je crknilo pri avtu, zakaj avto ne gre več naprej. In da te veščine pridobimo. Največ jezikovnih veščin pridobivamo s spontanim usvajanjem. Ne v šoli, šola je zelo pomembna, ampak spet Američani, ki so vse zračunali v odstotkih, pravijo, da samo 30% jezikovnih znanj pridobimo v šoli. Vse ostalo pridobimo zunaj. Filmi, internet, knjige, časopisi, revije. Srečanja kot je tale. Kot je tole, srečanja tudi. Srečanja, druženja, sprostitev, uživanje, dajte se lepo imeti v jeziku, ki se ga želite naučiti. Ne glede na to, če je to slovenščina, italijanščina, angleščina, nemščina, francoščina, če se hočete nečesa naučiti, morate v tisti stvari uživati. Če ne boste uživali, bo to muka. No, profesorica Žižek, kot ste slišali pri to dela v redu. Med Slovenci v Italiji torej skrbimo za jezik, to je tema, ki je za nas zelo pomembna, ampak predvsem kot ljudje treba najprej skrbeti za naše okolje. Kateri so izzivi torej za naše okolje v naslednjih 20 in 30 letih, ali pa verjetno še manj? Najprej treba reči, da je skrb za okolje pravzaprav nadstandard. O tem lahko govorimo mi, ki živimo v razviti družbi. Največ problemov v okolju je tam, kjer ljudje so lačni, pa najprej morajo poskrbeti, da bodo preživeli. Tako da mi se lahko luksuzno, tako rečem, pogovarjamo o varovanju okolja. Predvideti, kaj bo čez 20 let, je podobno, kot če bi pred 20 leti hoteli predvideti, kaj bo danes, skoraj da nemogoče. Ne smemo pozabiti na razvoj tehnologij, ki so šle tako naprej, tako drastično v zadnjih nekaj letih, da se že moja generacija ne more čisto sporazumevati z ono tam malo, ker imajo same neke tablice pa neke stvari, ki nimam pojma, kaj to točno so. Tako da spet v to smer težko povedati, da čez 20 let kaj bo. Tehnologije, če govorimo o okolju, okoljske tehnologije grejo so v tako hitrem in dobrem razvoju, da verjetno bomo ohranjali, kar se še ohranjati da. Miselnost, kar je pri ohranjanju okolja zelo pomembno, se izboljšuje. Delamo na tem, da generacije, ki bodo vodile ta svet ali pa to okolje čez 20 let, se bodo zavedale njegovega pomena. Tako da zrem optimistično v teh naslednjih 20 let. A vi se ukvarjate, ubadate, če se ne motim, tudi z trajnostnimi politikami in razvojem takih izbir. Kako pa gre predvsem v Sloveniji, kjer vi poučujete na tem področju? Slovenija skrbi za svoje okolje oziroma ima za naslednje leta projekte za trajnostno arhitekturo, trajnostno organizacijo svojih mest in tako dalje. Slovenija ima politiko. Politika ima 4 leta. Vse, kar je po njihovem mandatu, pa ni vedno prva skrb. Tako da nažalost, da ne bom preveč kritična, se velikokrat dogaja, da so dolgoročne strategije malo v drugem planu. Vendar evropska zakonodaja, ki nam je na nek način nadrejena, Bruselj nam marsikakšno okoljsko zakonodajo narekuje in te so dobre in grejo v dobro smer, tako da tudi v Sloveniji se ta politika je trajnostna, dela se na zelenih delovnih mestih, na novem razvoju, na dobrih praksah, tako da. Je pa res, da to, kar ste rekli vi o politikih, velja za politike vsega sveta pravzaprav, ne? In torej kaj, bomo črnogledi, skratka vse to, kar se govori, da naši svetovni lideri pripravljajo za nas, ko govorimo o zelenih izbirah, tehnologijah in tako dalje, so to samo smešnice, šale, vici ali, mislim, lahko računamo na boljše čase? Mislim, da sveta ne vodi toliko politika kot ekonomija in njeni interesi so tisti, ki bodo narekovali, kakšne tehnologije in koliko zelene bomo uporabljali. Trenutno
so stvari bolj take, da vse, kar je umazanega, dajemo v Azijo. Tam so tiste tehnologije, ki so še zmeraj zelo problematične, okoljsko gledano. Pri nas pa vedno bolj zeleno in lepo. Ne. Se pa celokupno dela na tem, ker je tudi za ekonomijo boljše, da stvari grejo v zeleno smer. Peter, ti poznaš Slovenijo, Italijo, torej deželo Furlanijsko krajino in tudi svet, zdaj govorimo o zelenih izbirah, tehnologijah, politikah in tako dalje. Kako je pa pri nas? Se ljudje zavedajo problematik? No, v Trstu, na primer, so pred kratkim imeli eno množično srečanje tistih, ki so za zaprtje škedenjske železarne, na primer, ne? Skratka. Ja, ampak to je zelo zanimivo, kar je sogovornica povedala. In to sem hotel že prepovedati. Mislim, da je ta skrb za kakovost življenja, da bo to vedno bolj glavna tema, po mojem mnenju, v naslednjih letih. Poglejte recimo stranko zelenih, skoraj nikjer v svetu ne uspeva. Ne? Zakaj? Zato, ker so skoraj da že druge stranke, vsaka ima v svojem programu kakšno poglavje o okolju. Ne bo to desna, leva, zdaj vsi so predvsej občutljivi do te teme. Tako da po mojem bo ta tema še toliko bolj prišla v ospredje, ampak ne samo ta okoljska tema, torej varovanje okolja in tako naprej, ampak na vseh področjih, tudi v gospodarstvu, ta kakovost življenja pride v ospredje. Dam zelo banalen primer, da se boste malo posmejali tudi vi. Pristen Tržačan je zelo rad zahajal čez mejo, ker je rekel, plačam malo in jem dosti. Zdaj Tržačan ne bo več rekel gomanja šaj, ampak gomanja ben. Zato se pravi, da tudi tukaj ga ne skrbi količina hrane, ampak kakovost. In tako je recimo tudi v turizmu, zdaj ne greš ven kraj samo, ker te pač samo tam prijetno, ne? Ampak si pozoren tudi na druge vidike in dejavnike. In hočeš nočeš, mislim, da bo ta skrb za kakovost življenja, ti izzivi za boljše počutje in tako naprej, neizbežno zajela tudi naše kraje in odrinila na stranski tir tiste teme, s katerimi smo se ukvarjali v Trstu, hočeš nočeš, bo eno od teh tudi recimo ta narodnost, vprašanje identitete in tako naprej. Ponavljam, to je moje predvidevanje. Si pa zelo optimist, mislim, zato ker gledaš na jutrišnjo družbo, tako ne, vidiš multietnično, pa zeleno in no, to je lepo, upamo, da bo tako. Ne? Pravim, to bo naša skrb, potem koliko bomo mi uspešni pri tem, je nekaj drugega. Zdaj eno, kako bi rekel, skoraj tradicionalno vprašanje, no, mogoče vam zveni malo neumno, ampak bo zanimivo, seveda, kaj boste oziroma kako boste odgovarjali, če bi imeli torej čarobno palico, vsak na svojem področju, no, recimo za Matejko jezik, za Suzano okolje, za Petra recimo družba, politika, pa ti izberi oziroma zamejci v Italiji, no, recimo ta naj bo tvoja tema, ne, če bi imeli skratka čarobno palico, kako jo bi uporabljali, da bi seveda izboljšali stanje na področju jezika, ko govorimo o Slovencih v Italiji. Torej, kaj naredimo kot prvo? Kot prvo bi jaz spravila za eno mizo en par strokovnjakov, ki se s temi stvarmi ukvarjajo in ne bi tako pustila, da kdorkoli po Facebooku in Twitterju in Primorskem dnevniku in ne vem še kot tako, kako bi rekla, predlaga 100.000 rešitev in velika večina od teh pač nima neke strokovne podlage. No. Tako kot za vsako drugo področje, tudi za jezik tako. Ne. Zdaj, če ste vi bolni, greste k zdravniku, ne greste k sosedi, ki pač, ne vem, je zelo simpatična in ima dobre ideje in vam bo svetovala, kjer antibiotik boste vzeli. Ne. In tako je tudi z jezikom. No. Tako da jaz bi prva stvar, res čarobno palico, mizo, sobco, enih 5 strokovnjakov, ajde, dejte 10 rešitev predlagati, ki so izvedljive, en budžet v roke in gremo v akcijo. To je prva stvar. Mogoče te rešitve bi lahko predlagali tudi vi, potem, ko bomo imeli delavnico. Zakaj ne? Profesorca Žižek, prosim, tudi vi imate čarobno palico, torej govorimo seveda o okolju, lahko razširimo tudi na kmetijstvo, ki ga vi dobro poznate, na splošno, torej na biologijo in na vse to, kar je povezano z okoljem. No, kako uporabite to čarobno palico? Jaz vam bom najprej priznala mojo prvo misel, ki je potem ne bi izvedla.
Človeška vrsta je samo ena od 10 ali več milijonov vrst na svetu in ni nujno najpomembnejša, mogoče bi jo reducirala. Ampak, ker mi tega morala ne bi dala, pač bi rekla, da bi moja rešitev z čarobno palico bila spremeniti ali pa izboljšati zavest ljudi, zavedanje o tem, da smo samo prebivalci tega planeta vsi skupaj, da ni lokalno treba gledati preveč. Lokalno nosite v srcu, delajte za srcem, ampak imejte v mislih, da smo prebivalci planeta. Hvala lepa. Peter, ti imaš malo težje nalogo. Imam pa že odgovor. Imaš že odgovor, si ga pripravil, no vidiš. Ker ti pa lahko predstaviš torej svojo čarovnijo za nasplošno, za slovensko družbo v Italiji. Ne, kar s čarobno palico za človeštvo. Bi z tega sveta izbrisal nestrpnost, ker če začnemo s tem, da se ljudje med sabo začnemo pogovarjati, da se spoštujemo, da razumemo mnenje različnega, bi bilo potem vse marsikje lažje. To je prav čudež, bolj kot čarovnija. No dobro, lepa. Glejte, torej, ker smo skoraj pri koncu te druge debate, torej pred sabo imate mlade, večina še vedno obiskuje višje srednje šole, drugi mogoče so na univerzi in tako dalje. Vaš nasvet, tvoj nasvet za tiste, ki mogoče jih zanima tvoja stroka, skratka filozofija jezika, jezikoslovje na splošno, univerzitetne izbire, življenjske izbire, študij doma, v tujini, karkoli, tvoj nasvet. Tle pa dosti področji. Prosim, kar dej, razpišite. Kar zadeva jezik, bi rekla tako, ne verjeti lih vsakemu, veste, v jeziku kroži veliko lažnih mitov. Sicer, če vtipkate v Google lažni miti, boste najprej našli lažne mite o celulitu, ampak tudi o jeziku jih je precej, tako da ne verjeti lih vsaki stvari, ki jo kje slišite, kako se boste zlahka naučili tega, lonega in podobne zadeve, ne gre. Dovolj je ljubezen do jezika in ga že znaš in podobne zadeve ne držijo. Kar zadeva univerzo, univerza ni obvezna izbira. Obvezno šolanje se konča pri 16 letih. Vse, kar je za tem, mora biti zavestna izbira. Tako da vam ni treba siliti lih na univerzo, če mislite, da boste mogoče v življenju, ne vem, odlični mehaniki, odlični krojači, odlične frizerke. Ni rečeno, da morate iti na univerzo. Pojdite na univerzo, če si želite opravljati poklic, za katerega vas univerza usposablja. Recimo, če želite biti odvetniki, zdravniki, inženirji, jasno morate na univerzo. To je druga zadeva. In tretja zadeva, mogoče na splošno, ne se prepuščati malodušju. Je kriza, se ne da, je treba iti tujino, pri nas ni nič zanimivega. Glejte, ne drži. Povsod je lahko svet zanimiv in lep, če si vi z tega naredite lepo zgodbo. Ja, če si pa ne naredite lepe zgodbe, pa bo povsod ena sama tragedija. Lepo in jasno. No, in še aplavz smo dobili. Gospa Žižkova, prosim, vam besedo, zdaj vaš nasvet, skratka, vi poučujete na univerzi, torej nasvet za vse tiste, ki bi radi mogoče šli po vaši poti, po poti okolja, biologije, študijev na področju kmetijstva in tako dalje. Verjetno ti ljudje že sami vejo, da so na tej poti, zato ker tudi jaz sem vedno videla naravo pa okolje kot celoto in nas samo kot del tega. To gledanje je potrebno, če se hočete v smer okolja ali pa biologije ali pa takšnih stvari napotiti. Vas pa opozarjam, denarja ni veliko, moraš biti zelo navdušen, da potem to nadoknadiš. Torej, za naslednjih 10 ali 20 let veliko navdušenja za tistim, ki jim je všeč narava, biologija, okolje in to vrstne zadeve. Peter, ti si najprej novinar, torej mogoče nasvet za tiste, ki bi radi postali novinarji ali bi se radi zaposlili v svetu novinarstva, medijev in to? Moj nasvet, ki je namenjen bodočim novinarjem, je isti nasvet, kakršnega bi dal komorkoli, ki se odloči za katerikoli drugi poklic. In sicer čisto enostavno bodite radovedni. Moj splošen nasvet pa je ta, ne jemite sveta kot nekaj ječe, ker se treba držati nekih pravil. Če vi imate neka svoja veselja, dajte jih gojiti, naj vam ne bo nič nerodno, če se vam zdi, da se zaradi teh svojih veselj umikate z nekih pravil, ki
ki vam jih je postavila družba. Vam zelo konkretno anekdoto povem. Sem se spomnil prej slučajno. Meni je zelo všeč tek in tudi branje mi je zelo všeč. In jaz se spomnim dneva pred maturo, pred prvo preizkušnjo, pisno. Seveda vse moje sošolke, imel sem samo sošolke, zato ne rečem sošolci, so bile vse na knjigah in do zadnje minute študirale in tako naprej. Z informacijami, ja. Imeli smo skoraj patološke primere, kar se tega tiče. In jaz se dobro spomnim, tisti zadnji dan sem rekel, mene itak to, kaj briga, tudi če bo kakšna cena več ali kakšna cena manj, moje življenje se tega ne bo spremenilo. In jaz sem šel teč tisti popoldne, tudi vem, kam sem šel teč. In potem zvečer sem ona izbiral, ali si pogledam še neke snovi, ali pa preberem nekaj, kar je meni všeč. In sem prebral en članek, slučajno, odločil sem se za nek članek in sem vzel v roken članek, takrat je bil Enzo Biagi še živ in je bila njegova kolumna. In je slučajno pisal o Berlinskem zidu in je bila zelo zanimiva misel Willija Brandta in tako naprej. Sem rekel, to je zanimivo. Drugi dan, naslednjega dne, na maturi smo dobili naslov prav nekaj povezano z Berlinskim zidom. Jaz sem vključil ta citat, ki sem ga prebral večer prej in sem dobil največ točk. Tako da delajte, kar vam je všeč in boste videli, da nam je bo žal. Sicer pa sem zdaj bolj v telefon, ne zato, ker je bil nolikan, ampak ker sem hotel prebrati, ampak zdaj se mi ne odpre. Preberite si pesem Petra Lovšina, Najboljše je biti zadet, da damo tudi nekaj slovenskih kvot, kar ne pomeni zadet od kakšnih substanc ali karkoli, ampak tam je v zadnji kitici je našteta cela vrsta stvari, ki človeka naredi srečnega. Najte si svojo in na tistem delajte. Važno v življenju je biti zadovoljni, ne se obremenjevati z drugimi stvarmi, ker potem boste postali frustrirani. Imejte eno veselje in na tistem veselju delajte. Wow, kako lepo. Ker vi poučujete, ne? Sicer na univerzi, se strinjate s to tehniko, ki jo je imel Peter v šolskih letih, skratka, da je zadnji dan pred maturo, se šel sprostiti v naravo in potem prebral nekaj, kar mu je všeč, ne pa tiste knjige, ki vi, profesori, pač dajate dijakom in študentom. Tudi ko bi mogla predavanja pripravljati, marsikdaj pride kaj drugega na vrsto, kar raje preberem. Tako da sem vedno pride skozi. Pa še zmeraj imaš nekaj od tega, da si nekaj dobrega prebral. Odlično. Imate kakšno vprašanje? To seveda brez tega mojega vprašanja ne gre. Ja, vsaj eden bo kaj vprašal danes. Ne vem, kam je šel tekat. Naprimer, prosim, preberi citat in potem povej, kam si šel tekat. Takrat. Najboljše biti zadet, ljubezen spremeni pogled na svet. Najboljše biti zadet, na tem ljubem svet. Ni važen od koga, ni važen za kva, glavno, da se spremeni podoba sveta. Ni važen za koliko kurk in ne za koliko let, glavno, da dobiš veselje za živeti. Ni važen od koga, od vin, od ljubezni, od hribov, od morja, od trave, od polja, od žoga, od obzorja, od knjig, od vesolja, od Boga, od potence, od nirvane, od abstinence, od filmov, od junakov, od sonca, od oblakov, od zmag, od porok, od srečnih otrok, od muske, od greha, od teka, od smeha, od poga, od toga, ni važen od koga. No in s tem citatom smo zaključili tudi to razpravo. Skratka, če bomo tudi v letu 2040 imeli več poezije v slovenskem jeziku in mogoče tudi v vseh tisočerih ali ne vem koliko jezikih sveta in več strpnosti in več spoštovanja do okolja, no bomo tudi mi srečnejši. Hvala lepa. Suzana Žižek, docentka na Univerzi iz Nove Gorice, Mateka Grgič in Peter Verč, hvala lepa, da ste bili z nami, pa tudi vam darilo v sodelovanju z našim sponzorjem, ki je podjetje Parovel, kateremu se zahvaljujemo.